Dan, jaz imam pa samo vprašanje, ker smo ravno na klasično-filološkem simpoziju. Morda, gospa Blažič, veste tudi za grško verzijo tega motiva zazidane ženske, se pravi, obstaja balada, naslov je pa Most v mestu Arti. Ja, slišala sem, nisem ga šla brati, ampak sem ti pa hvaležna za to referenco. Pardon. Slišala sem za ta motiv, ker sem tudi sama napisala članek o James Joyceu, tako da sem ti hvaležna za to. Si bo Jani zapisal, pa bom ponovno prebrala. Tudi recimo teh variant Hudičevega mostu, tudi v Čedadu je, mislim, da gre za literarno univerzal. Oziroma univerzalni motiv je postal tudi literarna univerzalija. Hvala ti. Jaz imam eno vprašanje za Sergeja. Zdaj, omenjenih je bilo nekaj teh primerov, ne? In me zanima to nazadnje, kaj je bilo, ne, prej Orestu, otrok kot nek moralni agens. Se pravi, koliko je recimo ta najnižja starost, ko se otrok pojavlja kot moralni agens, ne? Ker, mislim, v tragediji zdaj. Jaz recimo, meni pride na pamet samo en primer iz Herodota, ne, ki je mitilenski tiran, mislim, da v Šparti lobiral za ta svoj upor, ne, in je deklica, hčerka v bistvu kralja špartanskega rekla: oče, ta te bo skušal podkupiti, skratka kot neke vrste božji glas, ki je spregovoril skozi otroka in dal eno moralno poanto. Se pravi, to je že kar tudi dosti zgodaj, ne, samo ni pa rečeno, koliko je bila ta deklica stara, lahko da je bila hčerka tudi že, ne, Parthenos, pa je bila že velika, tako da me zanima, a so v tragediji potem kakšni tudi taki primeri manjših otrok oziroma koliko je ta meja recimo, če je sploh za... Ja, Orest v Euripidovi Ifigeniji v Avlidi bi bil gotovo med najmlajšimi, ne, ker on tukaj je opisan kot popolnoma neboglen, on še nič ne govori, ne, on samo v bistvu izteza roke proti Agamemnonu, ne. Tako da ja, kot infans recimo tam do 2. leta nekje, ne, bi ga lahko cenili mogoče. Drugi primeri opisani so vendarle nekoliko starejši otroci, ne, recimo so dečki in deklice recimo z našo terminologijo, ne. V Heraklovi blaznosti, potem ko so že vseeno toliko, da mu lahko poskušajo bežati, ne, recimo. Potem pač otroka Alkestide in Andromahe pojeta, ne. Tako da Orest bi bil gotovo med najmlajšimi. Ja, ta Orest tukaj. moralnega čuta. Ja, saj to je zanimivo, ne, da njihova pojavnost v tragediji je zelo majhna, ne. Že zdaj večino primerov smo že zdaj si pogledali oziroma vsaj omenili in tudi na splošno, ne, v javnem diskurzu je bila otroškost percepirana kot pač nekaj obrobnega, nekaj nedoraslega, nekaj, kar pač ne more sprejeti odgovornosti za svoje besede, za svoja dejanja, ne. Medtem ko tragedija je zgrajena okrog drame, okrog dejanja, ne, in to dejanje zadobi vso svojo mnogoplastnost, vso svojo silo, če ima etično globino, če ima etično dilemo in vse to pa ima lahko zgolj, če je zadaj proairezis, sposobnost odločanja, sposobnost sprejeti odločitev. Jasno je potem blazen problem v tragediji, kaj pomeni svobodna odločitev sploh, ne, ampak otrok ima tukaj v tem smislu stransko vlogo, ampak pomembno pa sooblikuje to ozadje tega dogajanja, to obnebje, na katerem se dogajanje pač odvija. In tukaj Ifigenija v bistvu uporabi Oresta za to, da bi vplivala pa na Agamemnonovo proairezis recimo, ne. To pa je, ne. Hvala. Poskušam, če
Če lahko poskušam odgovoriti. Prvo je tudi v Bibliji Jeftejeva zaobljuba, ko oče obljubi nagrado oziroma prvo osebo, ki bo šla čez most, in to je njegova hčerka, in potem ugotovi tragično zmoto. Spoštovana kolegica, to, kar si vprašala, ko otrok spregovori, Milko Matičetov je doktoriral med drugo svetovno vojno na temo, potem je objavil odlično monografijo s tako etično globino. Naslov je Sežgani in prerojeni človek, ki zagotovo temelji v mitskem izročilu, zakaj otrok in kdaj otrok spregovori. Prvo v mitih, legendah in pravljicah, in če poskušam povzeti to obsežno, globoko monografijo. Če neka oseba ponavadi stori hudodelstvo in potem se ga ali ubija ali sažge in samo njegovo srce ostane. In potem, recimo motiv neiztrohnjenega srca in tako naprej, če pa druga oseba dobi ali poje, to je totemsko kosilo, to srce, ta oseba spregovori. Tako da je kar kompleksna etična dilema te njegove monografije Sežgani in prerojeni človek. Mogoče bi še jaz omenila samo tako mimogrede kot ob prehodu na Menandra, torej tole, ko si omenjal, kako pač pravzaprav otrok, tudi če sam ni tak polnokrven agens, pa v bistvu ima nek zelo močen čustveni naboj, lahko nekaj podobnega ugotavljajo tudi o komediji. V komediji seveda pač imamo neke sorte srečen konec, ampak tudi tam se recimo ravno pri Menandru, ki menda več uporablja otroke, kakor drugi avtorji teh starih komedij, saj kakor se da ugotoviti. Torej tudi pri Menandru recimo to pač funkcionira prvič kot neko vzbujanje komike možne, drugič kot vzbujanje patosa seveda, in potem tudi nenazadnje kot nek katalizator oziroma nekaj, kar nam pomaga videti značaje drugih protagonistov. V svojem odnosu do tega otroka se tudi pravzaprav izrišajo malo bolj večplastno značaji teh odraslih protagonistov. Najlepša hvala za obe predavanji. Mene je kar nekoliko presenetila tale številka glede smrtnosti otrok, ker se zelo dobro pokriva s to, ki jo imamo mi v prvem letniku iz tega učbenika od Joanne Shelton. Ona tako čez palec reče, da jih je približno v antiki umrlo 25% do 1. leta, pa potem 25% še do 10. leta. Te dve teoriji danes sta bile obe, pravzaprav ena mehen višja, ena mehen nižja, ampak presenetljivo je, da očitno ugibamo različnimi metodologijami, pridemo do že zelo kar natančne predstave o tej smrtnosti. Zdaj imam pa eno vprašanje, mogoče tudi za publiko, pa za kolege. Včeraj je imela Bernarda Županek tukaj eno izredno zanimivo predavanje, ki je imelo naslov Kje so emonski otroci. In je povedala, da imajo že, mislim, da tam 4000 izkopanih grobov iz Emone in da po vseh izračunih ogromno otroških grobov manjka. Skratka, da bi pričakovali bistveno več otroških grobov v tej populaciji. Ne vem, mislim, da Emona je imela tam od 3 do 5 tisoč prebivalcev, mogoče čez to časovno obdobje, mislim, v vsakem določenem hipu, ampak teh grobov ni. Zdaj pa ugibajo, pa pravzaprav ne znajo odgovoriti. Skratka, ena je to, da so najbrž te kosti manjše, bolj neodporne, tudi manj goste, pa mogoče hitreje propadajo. Ena je pa, da ne vemo, ali so se mogoče ti otroci nekako drugače pa nekje drugje pokopavali. Pa zdaj razmišljam, ali imamo iz literature pričevanja o tem, da se otroke zelo drugače ali pa nekje drugje pokopava. Ker otroški grobovi so, samo ni jih dovolj. Hvala. Ja,
To je splošen pojav za antičen svet, je, da je razmeroma malo odkritih otroških grobov. Ne. Čeprav nekaj jih je pač vendarle je in tudi neke reliefne upodobitve seveda poznamo iz njih. Ne. Zdaj, več izmed teh, ki so odkriti, je bistveno več grobov moških, pač dojenčkov, otrok, kot ženskih. Mislim, da je razmerje 1:5 celo, no, tako nekako. Ne vem, jaz se literarnih pričevanj zdaj ne spomnim, gotovo je treba računati tudi z izpostavitvami, ne, kjer najverjetneje ni bilo za pokop posebej poskrbljeno. No. Ne vem, kaj več o tem ne bi vedel. Ja, če ni več nobenih drugih vprašanj, potem bi se jaz najlepše zahvalila obema predavateljema in publiki za zanimivo debato, ki bi se lahko seveda še nadaljevala. In zdaj po kratkem premoru bomo prišli še k sklepnemu delu, to je k branju uprizoritvi Menandra. Tako da medtem, ko pa se še dogajajo priprave, ste pa lepo vabljeni, da si ogledate še malo knjige. In seveda se potem vidimo naslednje leto, upajmo, da spet na kakšni zanimivi temi.